Miha Štebik, strelec edinega gola proti Japonski, kako ste videli današnjo tekmo? Nismo bili dobro pripravljeni, sicer manj časa za regeneracijo. Ki so igrala 7 tekem, 10 tekem, takrat po tempu na nivoju, tu ni zgolj. Premalo golov dajemo, sploh priložnosti smo imeli v teh treh tegnah res veliko, procent izkoriščenja Dosegli ste gol modre črte, gneča pred golom. Menite, da bi veljalo, pa ne mislim z vašega zornega kota, na splošno več takšnih poskusov? Ja, sigurno, če nekaj na lepo, pač je treba iti pred ta gol, dati neki gr gol, ne se da probavati na lepo, pa na prazno, pač čim več strelov, čim več šans za pred golom. Celotna slika tega turnirja ni najlepša? Ja, sigurno ne. Zmagali smo eno tekmo, pač to podaljšku, tako da sigurno nismo izpolnili cilja, ki smo si ga zadali, ampak februar bomo še ena priložnost, potem na svetovno Anže Kuralt, končanje ta turnir na Madžarskem, pa dajva najprej oceno te današnje tekme. Ja, mislim, da so oni bili bolj ta pravi danes, da mi nismo imeli tiste energije, tudi zgubili smo vse duele. Enostavno, kakor da bi se že preteklo, na koncu tudi rezultat kar to potrdil. Niste imeli niti 15 ur po tekmi z Ukrajino, Japonci so bili včeraj prosti, je to lahko razlog? Lahko je razlog, ampak mi ni išlo izgovorov. Pa če je telo malo bolj utrujeno, more pa glava to bolj delati. Zdaj pa generalna ocena, seveda, nihče ni pričakoval, da bo Slovenija kar na zadnjem 6. mestu na tem turnirju. Ja, normalno ne. Prišli smo moja grupa. Mislim, da moramo igro spraviti na veliko višji nivo. Imamo še zbor februarja in tudi takrat moramo tudi v klubih delati na to, da bomo veliko bolj pripravljeni prišli na ta turnir, pa na koncu seveda ta grupa, ki bo zelo težka, da naredimo en rezultat, če to obstane, ali pa tudi še kaj više. V oči bode največ 3 tekme po 60 minutah, več 4 doseženi gol. Ja, seveda, učinkovitost, če ne daš na tem nivoju vsaj 2-3 gola na tekmo, boš težko zmagal tekmo. Ja. Ne morem reči, da se nismo priigrali priložnosti, ampak pač nismo pa dosegali želenih golov za zmago. Sklop tega gre pa tudi powerplay 9-0 na turnirju. Ja, seveda. Mislim, da nismo bili dosti zbrani pripravi, mislim, nimamo izgovorov, ko imaš igralca več, je treba to realizirati. To je največja razlika na najvišjem nivoju, kjer je zelo malo napak, je powerplay zelo pomemben. Jasno, rezultat v tem trenutku, novembrsko okno ni pomemben. Februarja bo pa že bliže potem majsko svetovno prvenstvo, verjetno tam pričakujete tudi boljše igre. Ja, zagotovo. Mislim, da je vsak probal prikazati najboljšo igro. Si prepričati selektorja, strokoven štab, da bo na koncu del ekipe, ki bo odpotovala na svetovno prvenstvo. Februarja je še ena priložnost za vse, ki bojo poklicani. Upam, da na velikih shodih, kot jih je bilo zdaj, pa da prikažemo veliko boljše igre zdaj. Hvala. Matjaž Kopitar, končan je ta prvi letošnji reprezentančni turnir. Uvrstitev je, kakor je, pa bi najprej komentirala današnjo tekmo za konec. Ja, v bistvu največji, že včeraj po tekem sem rekel, da nam bo največji izziv to, kako se pripraviti v tako kratkem času na novo tekmo. Vemo, da gremo na svetovno prvenstvo A skupine. V 10 dneh bomo odigrali 7 težkih tekem, verjetno še težje kot včeraj, kar se tiče garanja v obrambi, duelov in tega. Tako da
Kar se tega tiče, smo padli na celi črti. Ali ni energije, ali ni moči. Glede na to, da smo delali na tem, da bi bila regeneracija čim boljša, je očitno nismo sposobni tega, ker danes nismo dobili nobenega dvoboja na bandi ali pa zelo malo. Oni so, bom rekel še tako, zlahka dosegli te 2 gola, zdaj tretjega bomo pustili pač zaradi nediscipline, zaradi nedela v igri brez paka, tako da po eni strani to, po drugi strani pa zopet to, ne, da če pogledate, koliko golov smo dali na tem turnirju, vidimo, da je to pa kar bode v oči. Ja, pa se mi zdi, da v drugi tretjini smo imeli energijo, tudi veliko več strelov, v zadnji tretjini smo pa res padli. Ja, ne zameram jim za zadnjo tretjino, ampak mi bi v zadnjo tretjino mogli priti z drugačnim rezultatom in potem tudi energije ne bi zmanjkalo. Tako da to je posledica vsega tega, tudi skrajševanje klopi, potem poskušaš nekaj narediti rezultat. Tako da čaka nas ogromen dela. Seveda, zdaj se bomo spet izgovarjali, seveda velika večina, več kot polovica tistih ključnih ni bila tu, ampak malo se tudi nasmejali, že na začetku ste dejali, dovolj je izgovorov, tudi ti fantje morajo začeti dajati tisto, kar so vi počeli. Ja, mislim, zdaj ne vem, ali jaz nisem realen, ali jaz te fante vidim boljše, kot so. Jaz dejansko bo treba, ja, normalno, treba je prevzeti odgovornost na sebe, če si, ne vem, lider, če si postavljen, ne vem, na powerplay, si postavljen tja z razlogom, treba je to upravičiti, ne pa, pa saj ne išče, noben ne išče alibijo ali karkoli, ampak ni pa realizacije. Fantje se zdaj do februarja vračajo v svoje klube, seveda boste budno spremljali, s kakšnimi ambicami, s kakšnimi željami, kaj si želite od turnirja v Italiji? Poglejte, zdaj, jaz od teh nosilcev, ki so, jaz vem, kaj lahko od njih dobim. Tako da, zdaj, če odvisno v kakšnem stanju bojo, kako bojo, normalno, da rad si greš nastopati z najboljšo postavo, tako da poskušali bomo normalno enkrat se pred svetovnim prvenstvom dobiti skupaj, vsi ali pa velika večina, to bo nekako zdaj naš cilj, potem bomo pa videli, kaj nam bo uspelo.